Prejšnji teden mi je Uroš poslal zasebno sporočilo na Instagram, kjer je napisal, da me je dodal na Stravi, zato da bo dobil kakšno novo ali pa noro idejo za izlet. Odločil sem se, da posnamem video o tem, kako jaz dobivam ideje za svoje izlete. Živjo, en super lep kolesarski pozdrav. Danes je 25. maj, čudovito vreme, tako rahlo oblačno, 19 stopinj Celzija. Moja ideja za današnji izlet je sila preprosta. Odločil sem se, da grem na morje. Če koga zanima ena od lepših tras iz Nove Gorice do Marine Julije, si lahko spodaj v opisu pogleda link do moje Strave. Na splošno imam pa jaz pri iskanju idej v rokavu zmeraj skritih kakšnih 7 ali pa 8 asov, ki jih nameravam danes deliti z vsemi vami. Zanimiva ideja za izlet je, da prekolesarite kakšno lepo okroglo številko, naprimer 100 km. Zdaj to številko morate vzeti glede na svoje zmožnosti. Nekdo, ki še nikoli v življenju ni prekolesaril niti 50, si lahko zbere tudi manjšo, ampak tako na splošno pri rekreativcih vidim, da je 100 kar upoštevana razdalja. Lahko naredite krožno progo, še dosti lepše pa je, če greste v ravni črti, s tem, da morate imeti potem poštimano logistiko glede prevoza ali pa glede prenočevanja. Če boste delali pa krožno progo, se splača zrihtati traso tako, da bo nekje na polovici kakšen lep postanek, mogoče kje ob kakšnem jezeru, morju ali pa na kakšni drugi lepi točki. Jaz pri sebi opažam, da iz leta v leto prevozim manj stotk, manj kot 10 na leto, ampak vseeno tiste, ki jih odpeljem, so ponavadi v dobri družbi in mi zmeraj ostanejo v lepem spominu. Zelo navdihujoča in pustolovska ideja je lahko, da odpeljete progo, ki vam jo nariše Strava. Vi določite razdaljo in potem odpeljete krog tak, kot je. Če se prepustite navigaciji in odpeljete tako progo, kot vam jo je predlagal računalnik, vam garantiram, da boste spoznali tudi kakšne nove odseke, morebitne že poznane stare odseke, boste pa mogoče lahko povezali čisto na neke nove načine. Poudariti pa moram, da je avtomatsko ustvarjanje prog del plačljive Strave, tako da če nimaš naročnine, tega ne moreš uporabljati. Lahko pa vsakdo uporablja aplikacijo Garmin Connect, ki je brezplačna in jo imate lahko na računalniku, tudi če nimate nobene Garminove opreme. Tam si kreirate nek poljuben profil in potem lahko uporabljate to funkcijo avtomatskega risanja prog glede na dolžino in vrsto podlage. Če tega niste še nikdar probali, vam predlagam, da vsaj enkrat poskusite. Mogoče boste odkrili nekaj novega. Prejšnji mesec, ko sem bil na dopustu z gorskim kolesom tam blizu Poreča, me je kontaktiral Matjaž, ki je bil tudi tiste dni na morju. Jaz sem kar preko Strave skreiral eno 50-kilometrsko progo, ki smo jo potem tudi dejansko odpeljala. Mislim, kakšna dogodivščina je to bila. Vmes sva prišla v nek zapuščen kamnolom, kjer sva iskala pravo pot ven. Na koncu sva bila prisiljena preplezati še en velik nasip peska in grušča, ki je bil nasut preko ceste. Ampak taka vožnja in dogodivščina ti ostane za zmeraj v spominu. Tukaj bi se Matjažu tudi zahvalil za njegov video, ki ga je takrat naredil. Jaz si pri iskanju novih poti pomagam tudi z aplikacijo Wanderer Earth. To je brezplačna aplikacija, ki jo povežeš s svojim računom na Stravi. Ta aplikacija ne počne nič drugega, kot da spremlja tvoje vožnje na Stravi in ti potem na koncu napiše, koliko novih kilometrov si prevozil. Ampak že samo to te lahko dovolj motivira, da nekje zaviješ proč iz znanih odsekov, razbiješ svojo rutino, odkriješ prav kakšno novo pot, ki je mogoče 10 km proč od tvojega doma, pa nisi še nikoli peljal po njej. Zelo podobna aplikacija je tudi Squadrats, s tem, da ona ne beleži novih kilometrov, ampak barva nove kvadratke, ki si jih obiskal na zemljevidu. Da pobarva en kvadratek, je pa dovolj, da se ga dotakneš samo v eni točki. In potem lahko na zemljevidu vidiš vedno večje območje kvadratkov, ki si jih že obiskal.
Ampak sem ugotovil, da je za lep izlet popolnoma dovolj že to, da obiščeš en sam kraj, kjer še nisi bil. Na tak način sem imel res čudovit izlet prejšnji ponedeljek, ko sem šel v mesto Tor Viskoza. Samo 40 km oddaljeno od Nove Gorice, pa nisem še nikoli bil tam. Mesto je bilo popolnoma umetno zgrajeno leta 1937 in poimenovano po tovarni umetne svile. V glavnem super izkušnja, lep izlet, krasno je bilo. Se pa vidi po mojih zemljevidih, kako je zmeraj težje najti nove poti. Tukaj okrog Nove Gorice praktično ni več ceste, ki jo nisem prevozil. Tako da je treba se kar potruditi, da najdeš še kakšen nov odsek. Mislim, da je odveč poudarjati, če rečem, da lahko narediš fantastičen izlet, ko odpelješ neko ikonično traso. En tak primer je bila moja vožnja po Parencani, kjer sem bil prvič, in tudi po odzivih na YouTubu sem videl, da marsikdo načrtuje izlet po tej progi. Lahko samo priporočam, super je, fantastična, res krasen izlet. Mogoče kot ideja ni nujno, da najdete ikonično traso, ker teh pač ni na pretek, ampak je lahko kakšen ikoničen vzpon ali pa kakšna druga lokacija, ki jo je pač treba obiskati. Pride včasih tudi situacija, da nimaš dosti časa ali pa je zunaj slabše vreme, in za take situacije imam jaz idejo, da probam pobarvati vse ulice v nekem mestu. To sem nazadnje izvedel na dopustu na Menorki. Z ženo sva letovala v kraju Son-Bov in tam sem en dan, ko je malo deževalo, mislim, da pobarval skoraj vse ulice. Mogoče kjer nisem, ampak večino sem jih naredil 20 km, nekaj čez 200 višincev in na koncu je bila ena prav super izkušnja. Še ena zanimiva igra, ki jo jaz kdaj pa kdaj izpeljem, je tudi ta, da sestavim kakšno besedo iz začetnih črk krajev, skozi katere se peljem. Sem pokazal tudi na YouTubu, naprimer Pogačar v Vipavski dolini, normalno, da ni prišel ta pravi Pogačar, ampak jaz sem peljal skozi kraje in vasi, ki so imeli začetne črke P, O, G, A, Č in tako naprej. V glavnem, zanimiva izkušnja, probajte tudi sami najti kakšno besedo in jo tako odpeljati. Bi svetoval samo previdnost pri uporabi črke E, zato sta v Sloveniji samo dva kraja. Ampak če ne, pa svobodno, probajte in boste videli, da se da narediti super lep izlet, tudi če odpeljete vse po vam že znanih odsekih in cestah. Super je, krasen izlet. Zdaj imam prevoženih 40 km, tukaj imam sam še približno 500 metrov dol do morja, tako da vam lahko povem še zadnji nasvet. Jaz ponavadi v tujini probam izkoristiti tudi to, da se odpeljem do kakšne skrajne točke. Naprimer, nazadnje, zdaj, ko sem bil na Menorki, sem šel na najvišjo točko Menorke. Sicer tisti hrib El Toro meri samo 358 metrov, ampak lej, je skrajna točka. Šel sem tudi na najbolj severno točko, na najbolj vzhodno, zahodno, in če tudi sami ne boste imeli prav kakšne druge ideje, lahko probate kaj tasga. Tako, tukaj je Marina Julija, moja zelo pogosto obiskana točka ob morski obali. Zdaj me čaka še lepih 30 km nazaj do Nove Gorice. Pokazal bom eno bolj umirjeno alternativo, da se vam ne bo treba ubadati z gostim prometom Monfalcona. Potem pa še en super lep vzponček na Kras čez Doberdob. Kakšnih novih kilometrov danes ne bo, je pa kljub temu Marina Julija en fenomenalen izlet za vse letne čase. Če vas zanima, kje gre, sledite moji progi na Stravi. Upam, da ste dobili kakšne nove ideje za vaše izlete. Hvala vam za pozornost in se vidimo prihodnjič. Čau, čau.